Ne boste verjeli, postal sem del influencerskega programa pri trgovini Temu. Če se bo kdo prav dobro spomnil, lani oktobra sem si jaz kupil tole majčko pri trgovini Temu za 13 evrov. Zdaj sem imel pa možnost si izbrati izdelkov za 110 evrov. Poleg izdelkov mi je trgovina Temu dala tudi link in pa promocijsko kodo, preko katere si lahko vi naložite njihovo aplikacijo in dobite darilni bon v vrednosti 100 evrov. Če kogarkoli zanima, jaz bom zdaj te izdelke pregledal, preveril njihovo kvaliteto, probal, kako se obnašajo in bomo videli, zakaj sploh gre. Ko sem jaz dobil možnost, da si izberem izdelke za 110 evrov, sem se odločil, da si izberem čim več kolesarske opreme. Zato, ker se mi zdi, da se na to področje malo spoznam, z lahkoto bom tudi testiral kvaliteto in tudi vam predstavil, koliko so ti izdelki res vredni. Tako sem se odločil, da si izberem en kolesarski dres, komplet majico in hlače, potem ene kolesarske rokavice z dolgimi prsti, bo prišlo prav za kakšno gorsko kolesarjenje, dvojne nogavice, seveda čevlje so mi bili super všeč, upam, da mi bojo prav, ker bi bilo res škoda, če me ne bi bili, in celo na sponke za SPD nisem pozabil. Link za prenos aplikacije in pa promocijska koda bosta napisana tudi od spodaj v opisu videa, tako da ne boste zamudili ničesar. Bom pokazal najprej rokavice. Bil sem v dvomih, kakšne naj naročim, ker ne poznam teh velikosti. Odločil sem se za XL. Tale gel od spodaj je zelo prijeten na otip. Tukaj piše, da je hrbtišče dlani 95% poliester in 5% likra, medtem ko ostalo dlani in prsti so pa 50% najlon in 50% poliester. Trenutek resnice. Ko ulita, niti milimeter mi ni prevelika, tale oprijem je super, jih že kar vidim, kako jih bom gnal na Kras ali pa nekam v Trnovski gozd. Moj edini pomislek je, da bi bila mogoče rokavica prevroča za poletje, pač dolgi prsti lahko ščitijo pred kakšnimi trni. Zdaj, če bi bilo pretoplo, pa mogoče ne bojo prišle prav, ampak če ne drugega, bojo pa tu moje zimske rokavice. Na spletni trgovini Temu so bile te rokavice 9,99 €. Pogledam naprej nogavice. Velikost sem zbral 37 do 43, to je tako elastično in se prilagaja. Tako izgleda prvi par, take lepe bele z nekimi barvnimi črtami. In pa še drugi par so pa črne. Je podoben dizajn, samo da so ene bele, ene črne. En par nogavic je bil 5,49 €. Tukaj so čevlji. Kot rečeno, precej si obetam od njih, rabim ene nove čevlje, tako da upam res, da mi bojo prav. Naročil sem številko 46, ponavadi zmeri kupujem vse čevlje v tej številki. Tej čevlji so bili na spletni trgovini 31,89 €. Seveda, poleg čevljev nisem pozabil niti na SPD uponke, ker če ne bi bilo brez veze, ker nimam nobenih rezervnih, te so bile 5,49 €. Res super, da so mi tej čevlji prav, želja se mi je uresničila, tukaj jih kupiš za 120 €, tej so bili dobrih 30. Z nogavicami vred, ko jih obujem, so ulite, tako da se že prav veselim prve vožnje, da vidimo, kako se obnesejo na cesti. Zraven čevljev sem dobil še ta plastičen ključ, če bi slučajno bilo treba zamenjati te čepke.
Ok, zdaj pogledamo še dres. Najbolj pozorni gledalci boste opazili, da sem si v glavnem izbiral rdečo barvo. V mislih sem imel to, da bom večinoma to opremo nosil na gorskem kolesu, ki je tudi rdeče. Tako izgleda majica. To je XXL. Ko sem naročil to, je bila XL, pa se mi zdi, kakor da je mogoče malo pretesna. In sem rekel, probam eno XXL, da vidim razliko, kako se obnese. Tukaj piše, da je to 100% poliester, se pravi enako kakor ta majica. Dejansko pa lahko vidimo, da so od zadaj 4 žepi, 3 so navadni s to elastiko, eden je pa še na srbinskem, posebej ločen in zaščiten z zadrgo, če imate za spraviti kakšen ključ. Tem so še hlače, klasične kolesarske z malo rdeče obrobe. Tukaj pa piše 90% poliester in pa 10% spandex. Komplet tale kolesarski dres je bil na spletni trgovini Temu 30,79 €. Bom zdaj tu pomeril, da vidimo, kako izgleda. Tako izgleda ta dres. Meni se zdi super. Hlače so XXL, če povem, jaz imam 180 cm in pa 100 kg in res so ulite. Majčka po drugi strani je malo bolj ohlapna, mogoče bi bilo boljše, če bi si izbral XL. Tole zdaj imam, se mi zdi, da med kolesarjenjem se zna tle od spredaj kaj nabirati. Ampak ok, bomo vedeli, koliko mi bo to motlo, upam, da ne preveč. Dobra kombinacija, cel sem v rdečem, prav dober feeling. Zdaj pa še ena stvar, ni najbolj kolesarska, ampak meni je tam na spletni trgovini ostajal denar in sem se odločil, da si kupim še eno torbico, ker tista, ki jo nosim zdaj, je že raztrgana in uničena, tako da pogledam, kaj sem dobil. Naj bi šlo za usnjeno torbico rjave barve. To je tista, ko jo daš čez ramo, da imaš noter v njej kakšno denarnico, telefon, kakšne malenkosti. Se pravi, na vrhu ima 2 predala, pa od spredaj 3 žepe na zadrgo. Mislim, da je to točno tisto, kar sem iskal. No pa, ker sem lih pred kamero, čeprav nisem najbolj poslovno oblečen, ampak tale torbica bo izgledala tako. Ko sem rekel, telefon, denarnica, kakšen dokument, ključ od avta in to je to. Po moje, da bo v redu. Glede na to, da gre za en tak kos opreme, ki ni kolesarski, mi je prav všeč, da sem si izbral tole. Po novem usnju diši. Ta torbica je bila na spletni trgovini 19,99 €. Jaz sem šel zdaj testirati tale novi dres še na kolo. Zapeljal sem se tukaj na to senčno kolesarsko stezo, zato ker zunaj je 32 stopinj. Hlače so mi kot ulite. Tista sedalna podloga je super mehka in prijetna, segajo mi do kolen in se nič ne vihajo. Majica, tako kot sem predvideval, se mi od spredaj malo nabira, drugače pa na rokavih je v redu in tudi od zadaj žepi so super veliki, tako da imam lahko noter telefon in pa pumpo. Za v bodoče vem, da bom naročil hlače in majico posebej. Hlače so mi super XXL, majico bom pa imel XL. Nogavice so zelo dobre, prijeten material, en par je bel, en par črn, obe lepo pašejo na moje nove čevlje. Za čevlje bi pa rekel, da so na izgled čista 5, glede same uporabe pa zaenkrat 4, malo so bolj ozki in me ob straneh tiščijo. Prav tako so te SPD sponke na rahlo drugačni poziciji, kakor pri mojih starih čevljih, tako da se mi zdi, da je noga bližje k gonilkam, tako da se levi čevelj skoraj dotika senzorja kadence. Ampak to je stvar tega, da se navadiš in mislim, da ni nič kaj slabega. Link od proge, kjer sem se vozil, bom dal od spodaj v opis videa. To je bilo moje mnenje o teh izdelkih iz trgovine Temu. Kakor ste videli, eni se obnesejo boljše, drugi malo manj,
ampak za tak denar, kdor išče poceni robo, da mu potem ne bo žal, če se bo karkoli uničilo in raztrgano, je to super zadeva. Tukaj je treba povedati tudi, da temu omogoča brezplačno pošiljanje izdelkov in tudi brezplačno vračanje v roku 90 dni. Poleg tega ima temu tudi politiko zaščite cen. Če nekaj naročite in da cena v 30 dneh pade, lahko zahtevate delno povračilo. Če ste zainteresirani, ne pozabite izkoristiti linka v opisu videa, da si naložite aplikacijo Temu in uporabite promocijsko kodo za darilni bon 100 €. Tukaj je še enkrat link, kjer si lahko prenesete njihovo spletno aplikacijo, zraven je promocijska koda, dobite za 100 € darilni bon. Povem pošteno, da ne vem, kako ta darilni bon deluje. Ali boste lahko kupili za 100 € in dobili vse to brezplačno, ali boste mogoče omejeni, da boste mogli napraviti večji nakup in bomo od tega odšteli 100 € proč. Ne vem, nisem preveril, taka ponudba je prišla do mene, to jaz dajem naprej. Če kdo želi, ne izkoristi, nobenega ne silim, vsak zase ve, kaj kupuje in kako to uporablja. Zaenkrat pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.